Izredne seje senata Univerze v Mariboru zaradi nesklepčnosti ni bilo. Od 44 senatorjev jih je bilo prisotnih zgolj 20. Rektor je pojasnil, da se je nekaj senatorjev opravičilo, večina pa naj bi bila odsotna iz zdravstvenih razlogov. Torej gre za ene temeljne akte, gre za to, kako bo naša nadaljna pot potekala, kaj se bo z nami dogajalo in kako naj ostanemo tako dobri na teh lestvicah, kot smo, oziroma postanemo še boljši. Rektor je še dodal, da se glede finančne podpore težko kosamo z drugimi univerzami po svetu. Mislim, da smo vse 4 univerze, vse 3 javne in 1 poljavna, se pravi Nova Gorica, da smo močno podfinancirani. Po drugi strani pa se od nas pričakuje, da smo na svetovnem tržišču enakopravni z ostalimi, se pravi, da so naši diplomantke in diplomanti enakovredni ali pa še boljši, kot želimo na tem tržišču. Mariborska univerza je visoko vrednotena po različnih mednarodnih lestvicah. Recimo Webometrik ocenjuje okrog 27.700 univerz. To je lestvica, ki najbolj kompleksno in celovito pokriva ocenjevanje univerzitetnega prostora, visokošolskih inštitucij, ne samo univerz. In v Webometriku smo okrog 1200. mesta, kar pomeni v bistvu med 3 in 4% najboljših svetovnih univerz. Na Timesu, to je malo naša najljubša lestvica, iz razloga, ker smo po njihovem ocenjevanju najbolje ocenjena univerza v Sloveniji. To je že 3. leto zapored. Potem imamo še QS lestvico, kjer se tudi okrog 800. mesta gibljemo. Kljub visokim uvrstitvam se nam na nekatere svetovno znane lestvice še vedno ne uspe uvrstiti. Šanghajska lestvica ocenjuje samo 500 najboljših in naša univerza po neuradnih podatkih tam med tudi okrog 800-900. mesta zaseda prostor, ampak tam težko prideš zraven, ker pri lestvicah je ob delu zaposlenih in študentov zelo pomembno tudi materialni položaj univerze in univerza z proračunom okrog 82 milijonov evrov seveda ne more tekmovati recimo s Harvardom, ki ima 4,5 milijarde letnega proračuna. Po besedah Slatineka, kljub visoki oceni na mednarodni Timesovi lestvici, v Sloveniji žal ne znamo dovolj ceniti lastne kakovosti in znanja, čeprav imamo vrhunske strokovnjake na številnih področjih. Lahko pa še veliko naredimo pri delu študenti in vplivu univerze na okolje. Pri študentih poskušamo z anketami in drugimi načini ugotoviti, kaj študente moti, kje so težave in jih odpravljati. Univerza mora biti bolj prisotna v lokalnem okolju in ne more sama tega narediti, seveda potrebuje sodelovanje tako lokalnih skupnosti kot podjetij, ki so tu, vendar na tem področju še moramo vsi skupaj veliko narediti. Rektor univerze pa je danes podal tudi izjavo v zvezi z visokimi izplačili profesorjem na Mariborski pravni fakulteti. Omenjena članica univerze je namreč za dodatno delo profesorjev ob lanskem množičnem zaključevanju študija izplačala honorar v skupnem znesku nekaj več kot 200 000 evrov, medtem ko profesorji na ostalih fakultetah za isto delo niso dobili dodatnih izplačil. Gre za zaključne naloge starih predbolonjskih študentov, ki so morali diplomirati do konca septembra 2016. Bilo naj bi jih kar okoli 500, profesorjev, ki so jih obravnavali, pa 27. Danes so sicer na pravni fakulteti bili za izjave nedostopni. O njem se ne bom posebej izjašnjeval, ker je to stvar trenutno revizije. Revizijska hiša dela neke vrste forenzično revizijo, ki bo pokazala, kaj se dogaja, in šele ko bomo imeli revizijsko poročilo, bomo lahko o tem natančno govorili. Prvemu možu Univerze v Mariboru se to leto sicer izteka mandat. Kdo bo v prihodnjih letih zastopal eno najpomembnejših institucij, tako na regijskem kot državnem nivoju, bo odločalo Ustavno sodišče. Tičar je sicer sprožil pobudo, da ponovno zasede rektorsko mesto.